Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, novi oddaji Planet zdravja. Smo v družbi profesorice Irme Ogorevc z Planeta zdravja. Dobrodošli, lep pozdrav. Pozdravljeni. Danes bo govora v tej oddaji o težavah z nogami, spodnjimi okončinami. Bova rekla bolj nekako primerno, gre za seveda utekle noge, boleče noge, venozne, ne vem, kaj še vse pojavlja, boste kar sami Irma povedali, kako v tem primeru. Seveda, Planet zdravja skrbi tako za kurativo kot preventivo. No, če bi se dotaknili Prekmurja, oteklih nog je verjetno največ v Prekmurju, prav zaradi hrane. In to zaradi načina prehranjevanja, ogromno mesa, svinjskega, ki zakisuje močno telo, ogromno pečenja, pohanja, ogromno bučnega prežganega olja, ker vemo, da je vse prej kot zdravo, in ogromno mlečnih proizvodov. To je vse hrana, ki daje slabe rezultate. Jaz poudarjam, to je, če se tako hranimo, je to res najslabši način prehranjevanja. Torej, kakšni so ljudje v Prekmurju? Debeli, mladi, otroci že debeli, otroci že bolani, starejši ljudje so močno predebeli, z zatečenimi nogami, z ogromno diabetesa, ogromno povišanega krvnega tlaka, z vsemi posledicami, ki jih ustvarja napačno prehranjevanje. Ampak v Planetu zdravja skrbite s opozorili na to, se pravi, da že malo ljudje naprej mislimo na to, kaj se nam bo zgodilo, če bomo nadaljevali. Saj vemo, kako je s tem. Živimo 20 let napačno ali pa 30, potem pa bi radi v 14 dnevih od zdravnika ali pa od koga drugega zahtevamo, da bi postali zdravi, pa ne gre to. No, kako Planet zdravja pristopa k Prekmurcem? Jaz imam ta boljše prijatelje v Prekmurju, ki imajo iste težave. Imajo težave z zdravo hrano, so zelo bogati, si lahko vse privoščijo, kljub temu jejo tako tradicionalno in imajo vse posledice tako in pridejo k meni, ko je težko, ne ko boli. Če se dotaknemo bolečine Prekmurcev, bi lahko z veseljem povedala, da jih vabim v naš Planet zdravja v Diano, kjer jim bomo pomagali, da ne bodo imeli bolečin. Zato sem se tudi odločila, da bom naredila eno delavnico, kjer bom tiste, ki se želijo naučiti, kako pomagati sami sebi doma in svojcem, tudi naučila v eni od delavnic, zato jih spet vabim v Planet zdravja, da se naročijo, da se pozanimajo. Našemu Mitju in Roku, ko prijeta v Diano, povedo, da bi radi imeli, in če jih bo 10, jih bomo imeli to delavnico tudi v Prekmurju, torej v Murski Soboti. Jaz bi rada ljudi naučila, zakaj ni dobro, da jejo pohano, prežgano maščobo, ko vendar imajo toliko zdrave hrane na razpolago in se jo pripravijo na najbolj nezdrav način. Prašič je v redu, mogoče na drugačen način pripravljen, pa bi bilo boljše, kot če bi jedli pohanjo in cvrto in dimljeno in stunke in ne bom rekla vse, kaj mogoče, kakšne tlačenke in vse kaj, kar ni zdravo. Torej ljudi, če jih podučiš, da sam vidi, da že če tega določen čas ne bo jedel, da mu bo boljše. Če se bo za en mesec, dva odrekel mleku, jogurtom, sirom, da ne bo več zakisan, da ga ne bodo sklepi več boleli, da ne bo imel oteklih nog in da ga noge ne bodo bolele. Kljub temu so lahko tako hudo boleče, da jim moramo pomagati. Jaz jim pristopam in jih vabim, da v enem od srečanj, verjetno v decembru, bom z našimi terapevti prišla v Prekmurje in to bo cirka v polovici decembra, da jim bom tudi pokazala, pomagala, da bomo imeli srečanje, zato je prav, da se naročijo, da tisti, ki želijo, da si bodo to pomagali.
Zagotovo jim pa povem, da otečenih nog pri nas v Planetu zdravju nimamo, da znamo pomagati, da tudi obstojajo taki proizvodi, ki z aplikacijo na noge prenehajo bolečine takoj, zato jih lahko poskusijo že pri prvem obisku, naš terapevt jim bo apliciral. To se pravi, da to novo leto lahko dočakamo tudi brez bolečin. Kar je seveda pozdrav tudi plesalcem, ker z bolečimi nogami je takole prestop v starega v novo leto, da malce tudi v ta del. Torej, naročilo pri vas, pregled, parametri, ki pokažejo zadevo in potem seveda ustrezno ukrepati pri tistih, ki so že težave. Vse smo ljudje takšni, dokler ne čutimo težav ali pa so neke malenkosti, saj bom, odlašamo radi, potem pa enkrat pa je treba, tak je pri zobozdravniku, tak je pri splošnem zdravju. Vedno. Zato bi rada tudi povedala, da kako ugotovimo, na kakšen način pomagati človeku. Izmerimo mu temperaturo in ugotovimo, tako kot mehanik, ali je ta motor, ta mehanizem pregret ali je podhlajen. In če mi osebo, pacienta ali stranko, kakor hočete, hladnega ne segrejemo, to telo ne deluje, ker deluje samo pri pravilni temperaturi. Če pregreto telo ne ohladimo, ne more delati, tudi avto pregret ne dela. To se pravi, kje merimo temperaturo pod pazduho. In to bi rada naučila ljudi, ker če bi znali sebi uravnati temperaturo, je veliko manj možnosti za bilo kakšno odstopanje v funkciji bilo katerega organa. To je naš primarni način. Moram jih opozoriti, tudi vse gledalce naše in naše stranke, da bo izšla še letos knjiga, kjer bo napisano, bo učbenik, da si ga bodo lahko prečitali, učili, pravijo, pametni si pišejo, glupi si zapomnejo. No in to tudi tukaj velja, veliko bo napisano. Moram povedati, da sem to knjigo, da sva z Igorjem naredila skupaj z zdravniki, nažalost ne slovenskimi, ampak da je to podprto z znanostjo, z akademiki v zdravstvu in da nosi svojo težo za to, da bi naše stranke prepričali, da naš način je naraven, hiter in veliko boljši, nažalost, od tradicionalne medicine. Profesorica Irma Ogorevc, povejte mi, imate v vašem Planetu zdravje, hladite ali ogrejete, ne vem, kaj v tem primeru, boleče noge so pregrete ali niso pregrete, seveda z, ne bom rekel zdravili, s pripravki, ki jih zaužije človek, ali tudi zunanje, kreme, maže, da malo pojasnimo to. Torej, mi imamo stvari, ki jih uživamo in določene, ki apliciramo na kožo kot največji organ. In koža je povezana z vsemi notranjimi organi. Torej, če koža ne deluje dobro, ne deluje niti tisti organ, ki določenemu delu kože pripada. To že vemo. V Planetu vemo točno, kateri del kože pripada kateremu organu. Naslanjamo se pa tudi močno na kitajsko tradicionalno medicino. Kitajci so vedeli to že 7000 let nazaj. Moderna medicina je to opustila in se zaletela z glavo v zid. Tako, če rečemo. Jaz moram povedati, da mi to zelo dobro uporabljamo, da smo naredili take pripravke, ki velja, da lahko priprave, ki ga pojemo, ga lahko damo na kožo in tudi obratno. Kako mi segrejemo človeka ali pa kako bi povedala hladen, topel človek. Ogromno jih je, ki imajo mrzle noge. Zdaj je začelo hladno. Že poleti so spali z nogavicami volnenimi. A mislite, da lahko zdravnik pozdravi človeka, če ima mrzle noge? Ne more, ker ne dela celo telo, ker ne dela prekrvavitev. In če mu pečejo noge, tudi ne. Zdravnik se s tem ne ukvarja. Ampak zadnjič sem v Beogradu na združenju zdravnikov bila povabljena, sva bila z Igorjem na predavanje in je vstal akademik, profesor dr. Stanišić, in je rekel kolegom, ko smo se pogovarjali, kako delamo, je rekel, poglejte kolegi, mi smo mislili, da je medicina kemija. Medicina se mora ukvarjati najprej s fiziko, kemija je sekundarna.
Torej, jaz kot medicinska sestra po tolikih letih je odzvenelo ta resnica velika. Torej, če ne znamo ta mehanizem fizično popraviti, ga s kemijo, ni tablete, da bi lahko popravili. Zato pa nažalost v medicini ni uspehov. Profesor Irma Ogorevc, današnjo oddajo Planet zdravja, povsem na kratko, težave z nogami. O tem smo se danes pogovarjali, o bolečih nogah in vsem. Kaj na kratko v 2-3 stavkih priporočate našim gledalkam in gledalcem? Da vsi, ki trpijo za bolečinami v nogah, oteklinah, nas obiščejo, jim tudi pomagamo. Sodelovala bom tudi v letošnjem letu en cel dan v hotelu Diani, naj se obrnejo na Planet zdravja Maribor, kjer bodo dobili vse informacije. Odpravili bomo boleče noge, tudi otekline, ki so odraz delovanja trebuha. Torej, vsak, ki ima boleče otečene noge, je narobe tudi s črevesjem. Slišali ste povabilo, spoštovane gledalke in gledalci, s Planeta zdravja, s profesorice Irme Ogorevc. Obiščite, oglasite se v Diani Murska Sobota, tudi tam boste dobili verjetno informacije, kdaj Planet gostuje, Planet zdravja tam v Diani, in poskrbite, da boste vstopili v novo leto bolj razpoloženi, predvsem pa brez težav z nogami. Pa srečno do prihodnje oddaje.